Tudi tokrat je z nami gospa Lina Savšek. Pozdravljeni. Pri prehodu iz zime v pomlad in iz jeseni proti zimi se dogajajo pri multipli sklerozi poslabšanja zagoni. Se lahko pred temi prehodi kako pripravimo na poslabšanje oziroma kaj lahko sami storimo, da do tega ne prihaja? Ali čakamo, kako se bo bolezen odzvala na spremembe? Ja, skozi leto dejansko vidimo različna obdobja, kar se tiče pogostnosti zagonov multiple skleroze. Torej neka sezonska nihanja. Kot ste že omenili, pogosto se zagoni multiple skleroze dejansko pojavijo nekje v pomladi, pa tam v prehodu na poletje. Še en vrh je pa opaziti tudi takrat v pozni jeseni, začetku zime, nekako študije kažejo tam nekje november, december. Vzrokov za to je več, kompletnega enoznačnega odgovora na to ni moč podati, zakaj do tega pride. Vsekakor pa so strokovnjaki tudi glede na podlagi več raziskav mnenja, da tukaj igrajo vlogo tako osončenost, torej UV-sevanje, potem vitamin D, pa tudi določeni hormoni. Vemo, da je multipla skleroza povezana tako z ženskimi hormoni, estrogenom. Zanimivo pa, kar se tiče sezonskosti pojavljanja zagonov, le-ti nekako povezujejo tudi z ravnijo melatonina, ki je v našem sistemu in naj bi ga bilo nekoliko več preko zime, potem pa naj bi ta raven nekoliko padla na pomlad in poletje in zato naj bi se morda tudi prišlo do zagonov, ker melatonin v bistvu vpliva na našo notranjo uro, pove nam, kako, kdaj bomo zaspani in očitno na neki način telesu tudi sporoča oziroma imunskemu sistemu, daje neke pomembne podatke, na podlagi katerih se morda imunski sistem pri bolnikih, ki imajo imunsko pogojene bolezni, odzove tako, da se potem v ravno tem obdobju spomladi, poleti zgodi več zagonov. Zdaj, kaj lahko naredimo, oziroma naredite bolniki sami? Vsekakor v prvi vrsti bi rekla, je najbolj pomembno, da se ravnate po navodilih vašega nevrologa. Torej, če prejemate zdravila, ki spreminjajo potek bolezni, da zdravila jemljete redno, ustrezno na način, kakršen vam je bil predpisan, torej, da ne pozabljate, ne opuščate zdravila, to so v bistvu tudi vse dejavniki tveganja za zagon bolezni. Če nekdo opusti zdravilo ali pa za nekaj časa preneha, pa spet začne, tvega s tem nov zagon. Potem kot drugo bi pa poudarila zdrav življenjski slog, torej, kar se tiče gibanja, prehrane, ki naj bo zdrava, raznovrstna, niso potrebne neke posebne diete, ampak povsem takšna zdrava, raznovrstna prehrana, in pa ustrezni higienski ukrepi. Namreč zagotovo vsi od vas veste, da so zagoni lahko povezani tudi z virusnimi obolenji, in pa drugimi seveda okužbami, torej okužba lahko sproži nov zagon, zato se seveda priporoča, da se bolniki z multiplo sklerozo držijo ustreznih preventivnih ukrepov, med katere spada na primer tudi cepljenja proti nalezljivim boleznim in pa da se na splošno poskušajo izogniti okužbam, zlasti v obdobjih, ko je okužb več. Da ne pozabim, seveda, ta sezonskost zagonov multiple skleroze, o kateri v bistvu govorimo, je dejansko tudi povezana z pojavnostjo virusnih obolenj,
tam na prehodu iz zime na pomlad imamo pogoste respiratorne okužbe, predvsem virusne, takrat je na pohodu lahko gripa, koronavirusne okužbe, in tudi te lahko sprožajo, zagone bolezni, pri bolnikih za multiplo sklerozo. V splošnem pa velja, da so k zagonom bolj nagnjeni mlajši bolniki, tisti, ki imajo krajše trajanje bolezni, in pa seveda tisti, ki še ne prejemajo zdravil za spreminjanje poteka bolezni. Tako moram reči, da dandanes, v teh obdobjih, se pravi na prehodu iz, pomladi v poletje pa, jeseni v zimo, predvsem vidimo, da se večkrat do nas oglasijo, novi bolniki s prvimi zagoni bolezni, medtem ko je teh bolnikov, ki so že znani bolniki za multiplo sklerozo in so zdravljeni z zdravili, ki spreminjajo potek bolezni, znatno manj, kot jih je bilo pred 10 leti, in jih praktično lahko preštejemo na prste, rok, kar je izredno spodbuden podatek, ki, spreminja, kvaliteto življenja, bolnikov, na bolje, in to, je vsekakor nekaj, kar velja, ohraniti še naprej. Torej na tem mestu, da zaključim, kar lahko naredite sami, zato da preprečite nove zagone, je, ustrezno zdravljenje, če seveda prejemate zdravila za spreminjanje poteka bolezni, in pa potem skrb za lastno, zdravje, zdravljenje drugih obolenj, če jih morda imate, tudi tam velja, da je treba redno jemati svoja zdravila, ki vam jih predpiše, zdravnik, in pa skrb za zdrav življenjski slog, ter če se le da, izogibati se, kakršnimkoli, okužbam, in pa, razmisliti, o smiselnosti tudi cepljenja proti kakšnim zelo pogostim okužbam. Najlepša vam hvala za vašo razlago. Hvala lepa tudi vam.